Še vedno ostajamo pri trikotnikih. Skladni trikotniki. Kdaj sta dva trikotnika skladna? Ja, tako čisto preprosto povedano, skladni liki oziroma karkoli skladnega je, kadar so si popolnoma enaki. In tudi definicija trikotnika, ne, kdaj sta skladna, je pravzaprav kar pričakovana. Trikotnika sta skladna, če imata skladne vse stranice in vse kote. Se pravi, morata se v vseh stranicah pa vseh kotih. In zdaj, ko mi rišemo trikotnik, če se malo podate nazaj v osnovno šolo, pa nismo zdaj glih podali vse tri stranice, pa nismo podali tudi ne vse kote, a ne. Ampak nekaj od tega smo podali, nekaj pa ne. Tri podatke načeloma je treba vedeti, da lahko narišemo trikotnik. In zato pridejo na vrsto tile aksiom o skladnosti trikotnikov in pa izreki. Aksiom smo rekli, da to je bolj taka glavna resnica, potem se pa dajo iz tega izpeljati še ostale resnice, a ne. Se pravi, dva trikotnika sta skladna, tudi če se ujemata v dveh stranicah in vmesnem kotu. Zdaj, da si lažje zapomnimo vse te izreke, ne, imamo ene take kratice, ne. In sicer recimo dva trikotnika sta skladna, če se ujemata v dveh stranicah in vmesnemu kotu. Se pravi, to bi bil izrek stranica, potem je vmes kot in stranica. SKS, se pravi, če se ujemata stranico, koto pa stranico, ne, med njima. No, potem pa izreki, ki so bili tudi dokazani, ne, pa pravijo naprej tako. Trikotnika sta skladna, če se ujemata v vseh treh stranicah. Se pravi, stranici eni, drugi in tretji. To je izrek SSS v vseh treh stranicah. No, potem nadalje pravi: lahko pa je tudi tako. Ena stranica pa oba priležna kota. Ja, ste uganili, začeli bomo s kotom, vmes med kotom bo stranica in potem bo spet kot. Zato, ker to je takole, ne. Najprej stranica, pa en kot desno, en kot levo in res je to en tak trikotnik. Tako, se pravi, to je zdaj SSS pa KSK. No, potem pa v dveh stranicah in kotu, ki leži nasproti daljši od obeh. To pa nimam, ne. To pa nimam, kako bi si pa to zapomnili? Dve stranici pa kotu nasproti daljši. ne, to pa ne bomo, to si pa morate kar zapomniti, ne. V resnici pa ti izreki bojo tako ali tako pomembni samo zato, da boste vi videli in prepoznali, da imate možnost narisati celoten trikotnik s katerimi podatki, a ne. S katerimi podatki se bo dalo narisati celoten trikotnik. Dobro, poglejmo si še naprej. No, potem pa, enkrat smo se že pogovarjali o trikotniški neenakosti, je pa tole res, ne. Tule, vsaka stranica trikotnika, imamo naslednji izrek: vsaka stranica trikotnika je krajša od vsote ostalih dveh. To pač pomeni, da če imamo mi dolžine stranic, recimo A je 5, B 7, mora biti C mora biti manjši od ostalih dveh, se pravi, zdaj, če bi bil do 12, je še v redu. Če bi bil točno 12, že ne bi bil več trikotnik, recimo lahko je 11 še. Kaj to pomeni, ne? Na primer, imamo eno stranico, takole dolgo, a ne. Zdaj, če mi hočemo narediti trikotnik, če mi imamo totole stranico takole kratko pa totole stranico takole kratko, se zgoraj ne bosta stikala, ne. Tule nam zmanjka materiala, da bi naredili trikotnik. Se pravi, ti dve morata biti daljši skupaj, zato da najkrajša pot od točke od A do B, ne, je kar direktno naravnost. Zdaj pa, če bi pa še mi šli do neke točke C, potem pa rabimo daljšo pot oziroma rabimo vsoto teh dveh stranic, da je
večja. Se pravi, če imate recimo, če vam kdo reče, narišite trikotnik 3, 3, 7, ali bo tak obstajal. Zdaj, ker je stranica 3 plus 3 je 6, vsota teh dveh je 6, kar je manjše od 7, pomeni, da tak trikotnik ne obstaja. Tu, pa rečemo, 2 plus 3 je 5, to je večje od 4. Ta je v redu. Če damo 2 plus 4 je 6, to je večje od 3. Pa če damo 3 plus 4 je 7, to je večje od 2. In vse te 3 so ok, nobena ni manjša od stranice in zato naš trikotnik obstaja. Tako. No, narišimo si par trikotnikov. Na primer, da je en trikotnik, ki ima zelo širok kot takle. Ta kot je zelo razprt. Se pravi, je zelo razprt, tako gre narazen, In če mi hočemo priti od tegale krajišča do tegale krajišča, potem bomo potrebovali, ker je tako razprt, zelo veliko tole stranico, Če bi pa narisali mi trikotnik, ki ima zelo ozek vrhnji kot, se pravi, ta vrhnji kot je zelo ozek, potem bi pa bila tudi tale stranica nasproti tega kota kratka, bi bila krajša. In zato, večji ko je kot, večja je stranica nasproti njega. Če sta stranici enako dolgi, bosta pa enaka kota nasproti. Se pravi, če bi rekli o tem odnosu nekaj, med stranicami in koti, v trikotniku ležijo nasproti enako dolgih stranic, enako veliki koti. Pa v trikotniku leži večji stranici nasproti, večji kot. Večji kot je kot, večja je nasprotna stranica. Manjši ko je kot, manjša je nasprotna stranica, Če pa imamo trikotnik tak, da ima 5 centimetrov, pa 5 centimetrov, pa ta pač kolikorkoli je, potem bosta pa nasproti tale kot pa tale kot bosta enako velika. To, če pobrskamo malo naprej v znanju, enako kraki trikotnik ima tukaj oba kota enako velika. Tale del je bolj teoretičen o trikotniku, se pa pripravljamo, da bomo začeli trikotnike načrtovati. Malo bo še pa potrajalo. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!